Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Pred nami je končnica nogometnega državnega prvenstva in temu bomo namenili tudi osrednji del našega nocojšnjega druženja oziroma rubriko v središču. V oddaji pa tudi o izbirnih tekmah za nastop v slovenski kajak in kanu reprezentanci ter odhodu kapetana Celja Pivovarne Laško, Luke Žvižeja, ki po sezoni zapušča celjski klub. Luka Žvižej po koncu letošnje sezone zapušča rokometni klub Celje Pivovarna Laško. Žvižej je v Celju odigral zadnjih 7 sezon, predtem je igral še za Teko iz Santanderja, Barcelono, s katero je osvojil naslov evropskega klubskega prvaka, ter madžarski PIK Szeged. Žvižej je lani sklenil tudi reprezentančno kariero, potem ko je za slovensko izbrano vrsto odigral 217 tekem in dosegel 702 zadetka. Občutki so sigurno ne takšni, kot smo si to zadevo smo si skupaj pričakovali. Dogovori niso bili sprejeti, tako da, kar se tega tiče, nam ni uspelo narediti korak naprej. Kaj in kako naprej, pa bomo videli. Kje je bil osnovni problem? Finance kot ponavadi ali kaj drugega? Ne, mislim, da glavni problem so bile finance. Enostavno tukaj nismo mogli najti skupne točke. Jaz sem poskušal priti na neko zmerno točko, ampak enostavno zgleda, da ne dovolj, da bi našli skupni jezik. Vse ostale zadeve pa so ostale korektne in vse to, ampak vemo, vse se začne in konča pri financah. Z Luko smo že lani maja pričeli nove pogovore. Takrat smo mu ponudili eno 3-letno pogodbo, 2 leti, da bi še nekaj odigral, pa da bi se počasi priključil strokovnemu štabu. Tako da z Luko smo imeli resne namene, da bi ga zadržali v klubu. Luka se pač takrat odločil, da še oddela to aktualno pogodbo, ki je letošnjem letu tudi oddelal igralsko. Novembra lansko leto smo se še enkrat usedli dol, skušali najti nek skupen jezik. Luka je tudi takrat izrazil, da želi še igrati, da se čuti sposobnega, kar je tudi nedvomno dokazal na igrišču. Takrat smo pa tudi ponujali, ali bi šlo za 1- in 2-letno pogodbo, na koncu smo nekje prišli na 2-letno, ampak žal se bolj Luka ni odločil za pogodbo zaradi prenizkega zneska, nam pa tudi ni bilo sprejemljivo njegova ponudba z njegove strani po višjem znesku. Žvižeju pogodba poteče 31. maja, tako da se bo z vodstvom kluba moral dogovoriti za igranje zadnje tekme proti Gorenju, ki bo na sporedu 2. junija. Tu bo sigurno mogli priti do nekega dogovora. Sami vemo, da če pride nek klub in želi pogodbo z mano podpisati, moramo datumsko vedeti zadeve. To sezono bi rad pripeljal do konca, tako kot se spodobi, tako kot smo si vsi skupaj na začetku zadali. Imamo pred sabo še en cilj, ki ga moramo ustvariti in jaz verjamem, da bo do tega dogovora prišlo. Žvižej je v Celju odigral zadnjih 7 sezon, ki so bile zanj in za klub zelo uspešne. Mislim, da je bilo to obdobje 7 let zelo zanimivo, pestro. Prišli smo nazaj, bili so veliki plani, ki so se v pol leta porušili in klub je začel potegnil neke nove smernice z vključitvom mladih. Jaz sem tu ostal vse do konca tega obdobja. Naredili smo veliko lepih stvari, nanizali dobre rezultate in sigurno je bilo veliko več teh lepih stvari, ki bojo ostali zavedno v lepem spominu. 36-letni Luka Žvižej se čuti v prihodnosti še dovolj sposobnega kariero nadaljevati, če se bo ponudila priložnost tudi na najvišjem nivoju, na kakršnem je igral v Celju. V tem trenutku težko rečem, kaj in kako se bo zgodilo. To, ko ste že sami omenili, ponavljam, da sem še zmeraj dobro pripravljen. To konec koncev se tudi vidi
in pač v tem trenutku bom počakal na kakšno ugodno varianto in vse skupaj bom imel dovolj časa, da bom lahko vse skupaj pripravil za prihodnje in sigurno se jaz ne bojim nobenega novega izziva. Karkorkoli se bo zgodilo, bom ta izziv sprejel in z veseljem se potrudil, da zopet uspem mogoče na kakšni drugi poti. V klubu bodo vrzel po odhodu Luke Žvižaja zapolnili z lastnimi kadri. Ja, na levem krilu imamo državnega reprezentanta Tilena Kodrina, vsekakor bo treba poiskati še enega levega krila. Ga vidite v domačih vrstah ali odkot drugod? Ne, sigurno iz domačih vrst, mogoče nekdo, ki je posojen, mogoče nekdo, ki je že v kadru, ampak to bo odgovorila stroka. Celjski klub bi pred prihodnjo sezono lahko ostal tudi brez krožnega napadalca Vida Poteka, za katerega je največ zanimanja pokazal beloruski prvak Brest Meškov. Za Vida so dosti zanimanja, njegove igre v državni reprezentance niso ostale neopažene, za njega se že nekaj časa zanimajo resni, veliki, bogati klubi, tako da nekaj se dogaja, v tem trenutku še ni nič uradnega, potrjenega, bomo videli. Ampak če Vid Poteko gre, se pravi, sigurno bomo tu iskali neko rešitev od zunaj, ki bo našemu klubu primerna. So pa v slovenskem državnem in pokalnem prvaku danes potrdili prihod 19-letnega hrvaškega upa Josipa Šaraca, ki bo prihodnjo sezono še odigral v moštvu Ljubuškega. S Celjani je sklenil 3-letno pogodbo. Za njega je bilo ogromno zanimanje tudi ostalih klubov po Evropi, tako kot ste sami rekli, vendar smo s to neko našo filozofijo kluba, da vzgajamo mlade igralce, da želimo pripeljati najboljše mlade igralce iz tega področja in pa tudi Evrope v Celje, smo ga uspeli prepričati, da bo videl pri nas izziv, tako da pri nas lahko tudi napreduje in tudi kot vsi ostali igralci lahko pa naredi korak več trenutno najboljšim evropskim klubom. Se v igralskem kadru Celje Pivovarne Laško pred novo sezono obeta še kakšna sprememba? Recimo, da je moštvo nekje 80-90% sestavljeno, sigurno pa še bomo imeli neke ukrepitve, mogoče še kakšen odhod, ampak to je še dovolj časa, da postavimo spet močno in konkurenčno ekipo za drugo sezono. Celjani bodo torej glede na zadnje kadrovske spremembe v novo sezono vstopili z močno prenovljeno in pomlajeno zasedbo. Dosti teh nosilcev gre, to ste pravilno ugotovili, se pravi, zanimanje evropskih najmočnejših klubov je visoko, in tu pol fante nekako zadrževati na silo nima smisla, tudi finančno tega ne zmoremo. Zato vedno vztrajamo v tem, kar je bilo tudi pred 2 leti, veste tudi koliko nosilcev je takrat odšlo, pa so vzklili novi Janci, novi Zarabci, novi Vidi Poteki, tako da jaz mislim, da v tem bo tudi v prihodnje, moramo se pa čim širše ozirati in najbolj potencialne, najbolj perspektivne igralce pridobiti v Celje, par let z nekaj leta njimi delati tukaj, ustvarjati rezultate in grejo svojo pot naprej. Ja, to se je pač v Celju že dogajalo. Celje je zmeraj ostalo nekje na nekem visokem nivoju, ne glede na to, kdo je prišel oziroma odšel. Jaz v to verjamem, ampak kaj vse se bo pa dogajalo, pa kmalu več ne bo moja skrb. Direktor kluba Gregor Plantev v teh dneh čaka na zeleno luč sodišča, da na pobudo slovenske vlade zasede mesto izrednega člana uprave Mercatorja. Kako naj bi to vplivalo na njegovo nadaljnje delo v celjskem klubu, v tem trenutku še ni jasno. Ja, najprej bi res bilo treba počakati še na sklep sodišča, v tem trenutku ga še ni. Procesi v klubu so postavljeni, klub je na pravi smeri, klub dobro funkcionira, tako da tudi moj eventualni odhod se temu klubu ne bo poznal. Pa bi vendarle teoretično lahko delovali na obeh področjih hkrati po vaši oceni? To mislim, da v tem trenutku še prezgodaj govoriti, moram se seznaniti z svojimi funkcijami, ki jih bom imel v novi poziciji. Res, da so zakonsko zelo omejene, ampak vseeno, vsake stvari, ki se loti, se moraš lotiti resno, 100%, tako da v tem trenutku še mogoče malce prezgodaj, da bi rekel, ali bom lahko upravljal 2 funkcije naenkrat. Kaj pa vam pomeni ta poziv gospodarskega ministra za odgovorno funkcijo in odgovorno nalogo, ki je pred vami? Ja, predvsem mi to pomeni neko zaupanje.
Predvsem mi to pomeni to, da skozi moje delo, ki je sedaj bilo pač v rokometnem klubu, ki me je spoznal in tudi prej, da sem delal dobro, da sem delal odgovorno, da meni vidi nekoga, ki mu lahko zaupa, to pa je v tem trenutku tudi najbolj pomembno. Pred celjskimi rokometaši je v naslednjih tednih zaključek državnega prvenstva, v katerem bodo lovili nov naslov državnih prvakov. Zadnji letošnji derbi z velenjskim Gorenjem bo 2. junija v celjski dvorani Zlatorog. Najboljše slovenske kajakaše in kanuiste letos čakata nastopa na evropskem in svetovnem prvenstvu. Minuli vikend je bila v Tacnu izbirna tekma za uvrstitev v slovensko reprezentanco, ki bo nastopila na prvenstvu Stare celine, ki bo prav v Tacnu. Med 3 izbranci je tudi član celjskega kajak-kanu kluba Nivo Martin Srabotnik. V Tacnu je bilo zelo zanimivo. Uspešno za celjski klub po samem končanju tekmovanja, pa zelo dramatično tudi za zeleno mizo. Kdor je na teh izbirnih tekmah med 3 oziroma med 4, širša reprezentanca je 4, reprezentanca za evropsko prvenstvo, ki je pa letos čez 2 tedna že v Tacnu, na domači Savi, je pač v reprezentanci Slovenije in letos veslja vse največje tekme. Tako da te tekme so skoraj bolj pomembne kot tiste pol, ki zares pridejo, če se malo pošalim. V elitni disciplini člani kajak moški je pa v bistvu vse kazalo, da bo poleg Petra Kauzerja, da bo ta v reprezentanci naša 2 bisera, Simon Brus in Martin Srabotnik. Zdaj po, bom rekel, nesrečnem razpletu zadnje izbirne tekme v Tacnu v nedeljo, kjer je Simon Brus premočno zmagal, vendar so mu za zeleno mizo 15 minut po tekmi dodali en dotik, ki je, če po pravici povem, v kamero bil, ampak to mikroskopski dotik, ki so ga samo kamere zaznale, sodniki so pokazali 0, ki stojijo tik v progi, je Simon Brus potem vseeno zmagal, vendar ne s 3 sekundami prednosti, ampak z 1 sekundo prednosti, vendar ker slovenska zveza pač računa oziroma izbere reprezentante na podlagi netočkovnega sistema, tako kot recimo Nemci, Francozi in še nekateri velike reprezentance, ampak na procentualni način, se pravi procentualni zastanki, da ne bom preširok, je Simon Brus padel iz 2. mesta pri članih takoj za Petrom Kauzerjem, ki je nesporno svetovna klasa in je najboljši slovenski kajakaš, da se ga pa seveda premaga, to je Brus dokazal na zadnji tekmi, je padel iz 2. na 4. mesto. To pomeni, da Brus štarta vse tekme svetovnega pokala in tisti 4 kajakaši, ki bodo izbrali največ pik, 3 od teh 4, se pravi Brus Srabotnik Celje, Žan Jakše Tacen in Peter Kauzer Hrastnik, tisti 3 najboljši bodo konec septembra nastopili na največji tekmi letos v kajaku, to je svetovno prvenstvo v francoskem Poju. Žal pa čez dobra 2 tedna do domačem Tacnu, ki ga vsi naši poznajo, totalno poznajo in je velika prednost pred drugimi, žal zaradi tega razpleta, ki sem povedal, Simon Brus ne bo štartal, bo pa štartal naš drugi biser ali pa trenutno prvi biser celjskega kajaka Martin Srabotnik, star komaj 21 let, ki je vse izbirne tekme konstantno odpeljal, ki je dejansko, bom rekel, čist takoj za Kauzerjem, in Martin Srabotnik je naš up, tako kot je tudi Simon Brus, še vedno naš up, kajti tudi Simon je komaj 23 let star. In to pa še nekaj fantov, to so pravi nasledniki Petra Kauzerja. To sezono bosta v ospredju evropsko in svetovno prvenstvo. Ja, čez 14 dni je prvič po 12 letih spet evropsko prvenstvo v Tacnu, ki je meka kajakaštva, tu so bila že 3 svetovna prvenstva. Seveda bomo mi Celjani z veseljem šli navijati za vse naše, še posebej bomo trepetali za Martina. Zdaj tu je približno 100 kajakašev na štartu, praktično Evropa ima domicil v tem športu, tako kot v večini športov, tudi v kajaku. Tukaj so praktično vsi najboljši, kajti tu vele sile so Nemci, Francozi, Čehi, Slovaki, Poljaki, Italijani, Slovenci. To so vele sile v kajaku. Kauzer je nedvomno eden izmed največjih favoritov, kajti ta Tacen lahko po noč pele, ali pa mi že. Verjamte mi pa, da tudi Martin Srabotnik, če se mu utrga, tako kot je treba, bo zletel v finale med 10, oziroma evropska prvenstva je finale 15. 15 kajakašev gre v finale, na svetovnih pa 10. Se pravi, med 15 moraš priditi, vseh tistih 15, ko bo v finalu, se bo boril za medaljo. Samo v finale moraš priditi. Se pravi, pol finalu si ne smeš privoščiti kakega večjega spodrslaja, po možnosti brez dotikov in jaz mislim, da bo siguren kak Slovenc
napadu na vrh in jaz mislim, da bo kakšna medalja za Slovenijo padla. V letošnji sezoni kajakaše in kanuiste čaka pester program. Tudi na Celjski Špici bo nekajkrat zelo živahno, že to nedeljo in pa tudi ob koncu meseca avgusta. Ja, zelo pestro je, ne. Zdaj, čez nekaj dni imamo tu v Celju tekmo slovenskega pokala za mlajše kategorije, plus open tekmo, to se pravi, da se lahko prijavi kdo hoče, tudi če je član ali pa mladinec. Ampak šteje za slovenski pokal za otroke do 14 let. Tu pričakujem 150 čovnov iz vseh slovenskih, hrvaških klubov. To je za nas mali zalogaj, ne. Velik zalogaj bo pa vsekakor letos slavimo 70 let kajakaštva v Celju in 26. avgusta bo na Špici člansko odprto državno prvenstvo v slalomu. To je spet presedan, ne, da bo tako velika tekma na tej mirni vodi, ampak vse se da zmeniti na Kajakaški zvezi v Ljubljani, če si ta prav in ker vejo, da mi v Celju dobre tekme delamo, so nam ob 70-letnici kajakaštva zaupali to veliko tekmo, na katero pridejo vsi naši najboljši, na čelu s Kauzerjem, Savškom, pa enih 10 držav bo tu, tudi z Francije pridejo, imam potrjeno, potem ex-Jugoslavija praktično vsi, Avstrija, Italija, sosedi, kak Slovak, tako da tu bo res velik dogodek, nočno finale pod reflektorji, na koncu tudi žurka za Celje, koncert Petra Lušina z španskimi borci, to bo brez stopnine vse, tako da že zdaj konca avgusta vse, ki gledajo TV Celje, vljudno vabim na Špico, ne bo jim žal, to bo res en športno, družabni, glasbeni dogodek ob 70-letnici našega športa v Celju. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlessu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunless na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Člani Tuš kluba, ta vikend ne spreglejte kupona in pridobite do 99% nakupa. Pri vsakem nakupu pa prejmete na koncu računa še kupon za 11% takojšnji popust za naslednji vikend. Tuš, doma v Sloveniji. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach,
152 T2 in 306 Amis TV. Takole, po oglasih smo nazaj v srednjem delu našega nocojšnjega tretjega polčasa v rubriki V središču. Najprej bomo nogometno obarvani, nogometno državno prvenstvo je v zaključni fazi, do konca sta še 2 kroga, celjski nogometaši pa ostajajo v boju za uvrstitev v Evropo, namreč trenutno imajo 2 točki zaostanka za četrto Gorico in 3 točke oziroma 4 točke zaostanka za tretjimi Domžalami. V našem studiu pozdravljam Jureta Travnerja. Lep pozdrav, dobrodošli. Lep pozdrav, dober dan. Najprej, če pogledava nazaj na tisto, kar je za vami, in sicer gostovanje v Ljudskem vrtu, zmaga proti Mariborčanom, ki daje upanje, ki ohranja vaše možnosti za Evropo. Vaš pogled v Ljudski vrt, kako se je odvijala tekma in na koncu torej vaša zmaga in pa 3 točke. Ja, res je, kot ste rekli, nujno potrebna zmaga, ki nam je v bistvu uspela in podaljšana upanja na ta naš cilj. Tekma v Ljudskem vrtu je bila, kot sem jaz videl, težka, žična z obeh strani, ne vem sicer zakaj iz Mariborske, ampak v celoti gledano mislim, da smo bili boljši, si bolj želeli zmage in na koncu tudi zasluženo zmagali. Ja, in ta zmaga vas torej ohranja v boju za Evropo, imate 51 točk, Gorica 54, Domžale 55, torej vse je možno v teh zadnjih 2 krogih. Nimate sicer vsega v svojih rokah, pa vendarle ste v igri. Res je, smo v igri, jaz mislim, da so nam nujno potrebne 2 zmage, na to pa lahko le upamo, da se bodo rezultati šli nam na roko in da bomo osvojili to zeleno 4. mesto. Prvi tekmec, ki vas čaka, je Velenjski Rudar. Tekma bo v nedeljo, 5 minut pred 17. uro. Letos imate lepe spomine na tekme z Rudarjem, namreč vse 3 ste dobili, 3-1, 4-0 in z 2-1 v Velenju. Torej, pod narekovaji bi lahko rekla, da vam Rudar letos leži. Tako je, ja, no, letos res vse zmage. Mi moramo spet iti na vse nič, to tekmo z Velenjem dobiti in upamo, da se bo držala ta tradicija iz te sezone, no, da zmagamo. Kaj lahko rečete o Velenjčanih letos, za kakšno moštvo gre? Vemo, da so nekako bolj pri koncu prvenstvene lestvice, da tudi še niso čisto potrdili prvoligaškega statusa za prihodnje leto. Res je zelo zanimivo, tudi po mojem mnenju kakovostno moštvo, ki pa zelo niha v igri, znajo premagati najboljše ekipe, potem pa tudi nepričakovano izgubijo od nekaterih, tako da zdaj, ko teče voda v grlo, mislim, da bo zelo težka ekipa, mi bomo mogli res biti maksimalno skoncentrirani, pravi in tako sem že prej rekel, vse na nič in na zmago, pa da jih premagamo še 4. No, v Velenju je bilo pestro ta teden, včeraj so zamenjali trenerja Vanjo Radinoviča, novi trener je Ramis Smajlović, ki bo torej v nedeljo vodil Velenjčane v Celju. Zelo veliko prahu pa so dvignila tudi namigovanja, da naj bi bili ravno Velenjčani, torej velenjski klub in pa nekateri njihovi nogometaši vpleteni v prirejanje tekem. V naslednjem prispevku poglejmo najprej kaj o zamenjavi trenerja, meni zdaj že bivši trener Vanja Radinovič, kasneje pa boste slišali tudi predstavnika kluba in pa generalnega pokrovitelja o tako imenovani aferi čista žoga, če lahko tako rečem, oziroma o domnevnem nameščanju rezultatov. Povezanost velenjskega kluba z nameščanjem tekem, o kateri je ta teden poročal Planet TV, je v velenjskem klubu dvignila precej prahu. Davek je, kot vse kaže, prvi plačal dosedanji trener Vanja Radinovič, ki je moštvo prevzel januarja,
Včeraj pa ga je na trenerskem stolčku zamenjal Rami Smajlović. Pa ja sam se iznenadio, pre jedno pola sata sam saznao da više nisam trener Rudara, iako strana... Bil sem presenečen, ko sem pred pol ure izvedel, da nisem več trener Rudarja. To se je zgodilo kljub temu, da se ljudje, ki so v klubu zadolženi za športni del, s tem niso strinjali. Iz tega vidika sem nekoliko presenečen. Kot trener ne morem voditi klubske politike in seveda moram odločitev vodstva kluba sprejeti in spoštovati. Ja kao trener ipak ne vodim klubsku politiku, ja sam za sportska pitanja, odnosno za vođenje tima i takmičenja u kojem tim učestvuje, tako da ja nemam ništa drugo sem da se povinujem odluci upravnog odbora. Že nekaj časa so se pojavljale govorice, da je zaradi boljšega vzdušja v klubu potrebno zamenjati trenerja. Menim, da za zadnje neresnice o nameščanju tekem, ki so se pojavile v javnosti, trener ni kriv. Kot klub bomo zaradi neresnic, ki so bile objavljene z vsemi pravnimi sredstvi, skušali zaščititi svoje interese. Na koncu je davek plačal trener, kar pa po moje ni pošteno. Ali to ni v redu. Radinović je 2 kroga pred koncem prvenstva moštvo svojemu nasledniku pustil na 6. mestu s točko oziroma 2 naskoka pred Krškim in Aluminijem. Ko sem januarja prevzemal moštvo, sem se zavedal, da je to ekipa, ki potrebuje čas, da se skozi tranzicijsko obdobje približa kvaliteti, da bi lahko v prihodnosti dosegala klubske dolgoročne cilje. Ti so povezani z Evropo in bojem za naslov slovenskega prvaka. Delali smo z najsodobnejšimi metodami dela, saj imam s tem še iz predhodnih klubov Partizana, Kitajske in Romunije veliko izkušenj. Nisem bil prvič v položaju, ko sem imel na razpolago kombinacijo mladih in izkušenih nogometašev. Po remiju z Domžalami in zmagi nad Olimpijo sem začutil spremembo. Takrat nisem mogel natančno definirati, zakaj gre. Vsekakor pa je bilo razpoloženje v klubu drugačno kot v pripravljalnem obdobju in na prvih spomladanskih tekmah. Velenjčani se bodo v zadnjih 2 krogih skušali izogniti dodatnim kvalifikacijam za obstanek med elito. To bo glede na stanje, v katerem se nahajajo nogometaši, vse prej kot lahka naloga. Obtožbe o nameščanju tekem, igralcev in vodstva kluba niso pustile ravnodušnih. To su za mene strašne stvari. Ja sam u razgovoru s ljudima iz kluba koji vidim su očajni zbog toga, jer pala je ljaga na klub, prvo na lošem je glasu klub. Ljudje v klubu so zelo razočarani, saj je na klub padla senca dvoma. Nič od tega, za kar so nas obtožili v televizijski oddaji, ni res. Igralci ne prejemajo plač v višini 800 evrov, kot je bilo objavljeno, ampak so plače igralcev višje od 2000 evrov. Osebno bom predlagal, da tako imenovani zanesljivi viri, igralci in ljudje iz kluba opravimo poligraf laži, ter ugotovimo, kdo govori resnico. To so resne stvari. Zagotovo bomo vložili resne tožbe, saj smo utrpeli velikansko škodo. Ko igrač je radio te radnje, da li je neko radio, da li sam ja nekome nešto rekao da uradi neku tekmu. Znači, to su opasne stvari, mi ćemo ići tu sa ozbiljnim tužbama, odvetnicima i to ne možemo pustiti tako. To nije u redu. Bili smo svi u šoku, moram da vam priznam. Ja sam saznao možda pola sata pre te emisije da to uopšte je najava. Međutim, videvši igrače koji su videli da će biti apostrofirani, da će prstom uperiti u njih, shvatio sam ozbiljnost situacije. Dok smo još imali sastanak sa igračima, dok emisija još nije bila emitovana i dok smo imali pripremni taktički sastanak za utakmicu protiv Gorice koja nas čekala sutradan. Zaradi teh obtožb v oddaji smo bili vsi v šoku. Sam sem po reakciji igralcev, ki so bili izpostavljeni, uvidel resnost situacije. Ko smo imeli sestanek pred tekmo z Gorico in predtem, ko je bil prispevek z vsemi obtožbami objavljen, se nismo niti zavedali, za kako hude obtožbe gre. Mogoče določeno moštvo v takšnem položaju niti ne bi nadaljevalo s tekmovanjem. Nekako smo uspeli žogo spustiti na zemljo in igralce, kljub temu, da so bile pod vprašaj postavljene njihove kariere in njihova eksistenca, vrniti v kolikor toliko normalne tirnice. To so mladi ljudje, ki niso iz kamna in ko jim skušate vzeti tisto, kar imajo najraje, je to zanje velik šok. Nihče od nas nikoli od nikogar ni zahteval
zahteval, da bi na igrišču bilo karkoli zrežirano. Na vsaki tekmi smo šli na zmago z željo, da dosežemo za naš klub kar se da ugoden izid. Veste pa, da na nogometni tekmi ni vse odvisno samo od vas, ampak vsaj polovica tudi od vašega nasprotnika. Imali pravo da postignemo gol i u svakoj utakmici smo pokušali maksimalno povoljan rezultat po naš tim u rezultatskom smislu, u takmičarskom smislu da ostvarimo. Nažalost, u fudbalskoj utakmici ne zavisi sve od vas i od vaših želja i kako ste se vi pripremili. Bar 50% zavisi od protivnika. Boris Vargas, ki je direktor podjetja Novi Rudar ter član upravnega odbora kluba, pravi, da jih zaradi očitanih nepravilnosti pri nameščanju tekem organi pregona doslej niso obiskali. Nismo imali take posete, a volio bi da imamo, da bi raščistili te stvari, ali mislim... Želel bi, da v klub pridejo organi pregona, da razčistimo te stvari. Po vseh teh lažeh, ki so bile objavljene v televizijskem prispevku, bi se policija s tem morala pozabavati. Nam so praktično uničili sponzorski vložek, ki smo ga vložili v klub. 3 igralcem, ki so jih poimenovali z imeni in priimki, so uničili življenja. Prijatelji me sprašujejo po zdravju, zakaj pravzaprav vlagam denar v ta klub. Z zadnjimi dogodki smo izgubili tudi nekatere sponzorje. Mislim, gubim sponzore, neke prijatelje koji bi mogli isto davati klubu. To je stvarno užasna šteta napravljena. Vargas je z nekaterimi sovlagatelji v velenjski klub vstopil februarja 2016. Pa ja imam jednog prijatelja u Ljubljani i on mi je predložio da mogu investirati dobro u Rudar, da su oni zdrava sredina. Na nagovor prijatelja iz Ljubljane sem se lani odločil, da vložim denar v velenjski klub. Ko sem prišel, je bil klub tik pred izpadom v drugo ligo. V klubu smo od februarja 2016. V tem času pa smo v klub za plače igralcev, priprave in ostale stroške vložili že več kot 800.000 evrov. Za plaće, za ostale plaće, letnje, zimske priprave i sve to smo maksimum, što kaže, investirali u klub. Po Vargasovem mnenju so obtožbe o nameščanju tekem bržčas povezane tudi s tem, da je sam pred več kot 20 leti imel stavnico. Pa tako su na startu naše priče kad smo došli u klub. Ko smo vstopili v klub, smo bili pričakani kot srbski stavničari. To je čudno. Prvi na Balkanu sem imel stavnico. S tem sem se ukvarjal 20 let. Plačeval sem vse davke in druge dajatve. Nato sem pred leti stavnico prodal. To me ne zanima več. Zdaj želim denar vlagati v druge projekte. Znači, ko sem ja držao stavnice, šta to znači? Znači, to nije u redu. Kakšen bo epilog afere o nameščanju tekem v slovenskem nogometu, bo jasno šele, ko bodo svoje na to temo povedali tudi organi pregona. Kakšna pa bo prihodnost Rudarja v povezavi s sedanjimi vlagatelji iz Srbije, pa v tem trenutku tudi še ni znano. Po Vargasovih besedah bi predvsem zaradi velikega dosedanjega vložka sodelovanje z velenjskim prvoligašem želeli nadaljevati. Ja, takole pestro je bilo torej v zadnjih dneh v Velenju. Jure, kako lahko recimo te stvari, ki niso čisto vezane na igrišče, na slačilnico, vendarle vplivajo na nogometaše v takšnih primerih? Na eni strani nekako te domneve oziroma pod narekovaje tudi obtožbe, da so sodelovali v prirejanju tekem oziroma rezultatov, pa potem še menjava trenerja. Vsekakor ni prijetno, sploh tem posameznikom, ki so jih tudi izpostavljali. Po mojem mnenju čisto odvisno od posameznika, kako na to reagira. Kot ekipa je Velenje demantiralo te govorice in so dobro odigrali naslednjo tekmo po teh informacijah. Bomo videli, vsekakor bodo igralci skušali dokazati nasprotno. Kako vi nasploh gledate na to temo, ki je zdaj zelo aktualna v zadnjih dneh? Menite, da se dejansko to dogaja tudi v slovenskem nogometu oziroma v naši ligi? Sam sem izrecno proti temu, ampak vse več podatkov kaže, da je to tudi v našem sportu, tudi v Sloveniji. Sem razočaran, če so določene osebe, ki se s tem dejansko ukvarjajo in kvarijo ime našega športa. Kako lahko menjava trenerja vpliva na Velenjčane? Ponovadi je to neka šok terapija, da tako rečem.
Ja, klub verjetno poskuša s tem iz igralcev pač narediti, da bi še bolje zaigrali na naslednji tekmi. To je vedno nekako, po mojem mnenju, dvorezen meč. Mi bomo naredili vse, da Velenju to ne uspe in da zmagamo in si podaljšamo upanje za Evropo. To bo vaša zadnja tekma doma, zagotovo velja na tem mestu tudi še posebno vabilo vašim privržencem, vašim navijačem, lažje bo igrati, če bo podpora s tribun, o tem ni dvoma. Res je, vedno lažje igrati pred več gledalci, pozitivno navijanje na veliko pomeni in tako da vabim in upam, da se zbere čim več gledalcev. Po Rudarju pa v zadnjem krogu gostovanje pri Domžalah. Morda bo to celo tekma, ki bo neposredno odločala o Evropi. Različni scenariji so možni. Ja, res je možno veliko scenarijev. Tako kot ste rekli, verjetno bo ta tekma odločala. Mi upamo do konca, želimo si 2 zmag in tudi v to tekmo bomo šli na vse ali nič. Kar je zagotovo pomembno in gre vam v prid, je to, da ste trenutno medsebojno torej boljši od Novogoričanov, če bi imeli enako število točk ob koncu, in pa da v primeru zmage proti Domžalam bi bili medsebojno boljši tudi od Domžalčanov. Tako je, to so neke kalkulacije. Težko je vedeti, kaj se bo zgodilo. Za nas vem, da nujno potrebujemo 2 zmage, smo maksimalno osredotočeni na to in upamo, da nam bo uspelo, pa da nas nagradijo tudi ostali rezultati in se nam izide. Kakšen je zdravstveni bilten, kako je s kartoni, na kakšno moštvo bo pravzaprav lahko računal trener Igor Jovičević v nedeljo? Zaenkrat mislim, da ni večjih problemov niti s kartoni, niti s poškodbami, tako da smo v popolni zasedbi in maksimalno pripravljeni, skoncentrirani. Doslej ste osvojili 51 točk, 14 zmag, 9 remijev, 11 porazov. Veliko je bilo teh remijev v zadnjem obdobju, tudi ko ste denimo vodili, pa potem prejeli kakšen zadetek čisto v izdihljajih tekme. To se vam je nekako kar ponavljalo. Če bi tu bili ti rezultati malce drugačni, malce tudi več športne sreče, bi verjetno zdaj lahko že mogoče celo bili v Evropi. Res je, nažalost nam je veliko točk v izdihljajih tekme ušlo, ampak kot smo analizirali, smo ugotovili za nazaj, ne moreš nič spremeniti. Poskušali smo popravljati te napake, enkrat nam je uspelo, včasih ni, zdaj smo tu, kjer smo, kot sem rekel, ne moramo nič spremeniti. Gremo do konca po 2 zmage, pa bomo videli, kje bomo. Boleč je bil tudi ta zadnji poraz proti Krškemu, vodili ste, imeli 11 metrov, potem pa prejeli 2 zadetka. Res je, prvi polčas se mi je zdelo, da imamo tekmo pod kontrolo, penal, lahko povedeš 2-0, potem pa nerazumljiv padec v igri. Avtomatsko malo vsi kot ekipa izgubljamo samo zaupanje. Krško že v osnovi vemo, da nam nekako ne odgovarja, vse proti njim ne gre narobe, dobiš nesrečen gol iz prekinitve, veš, da točka malo pomeni v boju za Evropo, stišneš, da bi dal še ta zmagovalni gol in ga dobiš in to je nogomet. Zato je tako zanimiv šport in takšne stvari se dogajajo. Tudi v vašem klubu letos nekaj sprememb, med sezono je prišel novi trener, potem po zadnji skupščini tudi sprememba vodstva kluba. Kako je to vse skupaj vplivalo oziroma vpliva na slačilnico, kako ste nogometaši to sprejeli in mogoče kakšno je trenutno stanje v klubu, trenutno razpoloženje med fanti, kaj lahko rečete? Jaz kot kapetan skozi celotno sezono vidim, da se fantje med sabo dobro razumejo, smo dobra klapa, te spremembe na njih žal nimamo vpliva. Mislim, da niso preveč vplivali na našo vzdušje v slačilnici in je skozi celotno sezono res se mi zdi pozitivno in smo prava klapa. Če se ozreva še naprej, mogoče najprej vprašanje za vas osebno, kakšna je vaša usoda, kar se tiče nadaljevanja kariere v Celju? Vemo, da vam ob koncu te sezone pogodba poteče. V bistvu
Dogovorjeni smo z upravo, da ko se konča, se usedemo, se pogovorimo, kakšne so možnosti. Mislim, da stvari so še odprte, ampak da ne bo prevelikih problemov. No. Vaša želja torej je ostanek? Načeloma si želimo ostati v Celju. Kakšno perspektivo ima to moštvo, ki je bilo tudi po zimi malce doselektirano? Kaj lahko rečete, recimo tudi v primeru, da bi se uvrstili v Evropo, ker vas potem že zelo hitro čakajo te kvalifikacijske evropske tekme? Pa jaz mislim res, da nekaterim igralcem poteče pogodba, če bo uprava dobro reagirala, mogoče še kakšna kakovostna okrepitev. Vidim zelo dobro, močno ekipo, ki se je sedaj že malo igrala, navadila sistema, ki ga želi trener, in zelo optimistično zrem v prihodnost. No. Maribor je že državni prvak, Radomlje se selijo v nižji rang tekmovanja. Če nekako generalno ocenite to sezono, kaj je prinesla v primerjavi s prejšnjimi, vi ste dolgo prisotni v slovenskem nogometu, dobro poznate razmere, kaj lahko rečete, da so posebnosti, specifike tega prvenstva, ki se počasi izteka? Če bi gledali na zadnje daljše obdobje, ni nekih sprememb, Maribor je spet prvak. Sem pričakoval bolj zanimiv boj, iskreno, ampak žal se Olimpija, Domžale na koncu tudi mi nismo bolj resno vključili. Tako da čestitam Mariboru za nov naslov. Glede Radomlja, ki pa izpadajo, pa tudi mislim najbolj realno, ekipa je samo enkrat zmagala. Žal jim ni to večkrat uspelo in tudi mislim, da so zasluženo zapuščajo na prvo ligo. Kakšna je splošna mogoče kvaliteta, kakšen je nivo nogometa, ki ga gledamo v Sloveniji v primerjavi s preteklostjo? Jaz mislim, da z mojega osebnega stališča vsako sezono se mi zdi, da se stopnja kakovosti nogometa v Sloveniji dviguje. Trenerji so vedno bolj kakovostni, veliko je novih mladih igralcev, ki dobivajo veliko priložnosti in kakor jaz vidim, res se mi zdi, da je vsako leto naš nogomet bolj kakovostni, s tem tudi liga. Jure, hvala za obisk v našem studiu, srečno seveda v nedeljo doma z Rudarjem in potem v zadnjem krogu z Domžalami. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa bomo nazaj še v drugem delu središča. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlessu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux.
Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunlace na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Člani Tuš kluba, ta vikend ne spreglejte kupona in pridobite do 99% nakupa. Pri vsakem nakupu pa prejmete na koncu računa še kupon za 11% takojšnji popust za naslednji vikend. Tuš, doma v Sloveniji. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Takole po oglasih smo nazaj v drugem delu nocojšnjega središča. Tokrat bomo govorili o športu, ki v medijih ne dobiva ravno pogosto veliko priložnosti, predvsem pa takrat, ko gre za izjemne rezultate naših tekmovalcev na domači ali pa mednarodni sceni. Tudi v tem našem današnjem primeru je tako, namreč v našem studiu pozdravljam Matjaža Slugo, svetovnega podprvaka v pristajanju z jadralnimi padali, ki se je vrnil iz svetovnega prvenstva v Albaniji, kjer je osvojil torej odlično drugo mesto in pa srebrno kolajno, ki bomo kasneje tudi pobliže videli. Matjaž, najprej iskrene čestitke in seveda beseda dve najprej o tem zadnjem tekmovanju, ki ste ga zaključili tik pod vrhom na izjemnem drugem mestu. Ja, lepo pozdravljeni. Najprej hvala za povabilo. Tekmovanje je bilo odlično organizirano. Eno izmed boljših, da lahko rečemo, glede na to, da je šport v strmem vzponu, najboljše organizirano in tudi po sami konkurenci se je videlo, da smo res na svetovnem prvenstvu in da gremo v pravo smer. 28 držav, 147 nastopajočih, med njimi tudi slovenska reprezentanca, 7 tekmovalci in na koncu vaše drugo mesto. Torej izjemna konkurenca, če gledava število držav in pa število nastopajočih. Ja, to je bilo do zdaj po zastopanosti najboljša udeležba. Rad bi pa izpostavil tudi svetovni rekord našega člana Društva za jadralno padalstvo Zlatorog Laško, ki ga je postavil v prvih 4 serijah, tako da se je že na začetku videlo, da je letvica postavljena zelo visoko. V prvih 4 skokih je imel čisto nulo, tako da je boj za medalje bil res hud. Na začetku je teh kandidatov veliko, potem pa ko začne tekmovanje potekati, se zadeva oža in po 5. seriji recimo se pa gre potem za res, vsak skok je pomemben, ne sme biti več napak, če želiš dobiti medaljo. Vam je zmanjkalo, mislim, da čisto malo centimeter. 1 centimeter, ja. V bistvu ta centimeter je velik, sliši se malo, zato ker smo leteli 9-krat, se pravi, imel sem že pred 8 poskusov, da bi izničil to prednost Bolgara, ki je na koncu zmagal. Tako da na zadnja serija je bila naloga samo ena, zadeti 0 centimetrov, pa počakati Bolgara, da pristane in mogoče naredi napako in zadene 4. To ni ratal, zadev je 3, tako da sem izenačil s Kitajcem, s katerim smo šla v ponovni let, v 10. serijo, no tam pa v bistvu on psihično se je videlo, da ne bo zdržal. Jaz ne bom rekel, da sem imel lahko delo, težko delo, ker takrat je bilo pa v bistvu medalja je bila že veliko vredna, tudi bronasta, ampak še lepša je srebrna. In mislim, da ste drugič zapored na svetovnem prvenstvu osvojili srebrno odličje. Drugič pa že drugič za 1 centimeter. V bistvu je te priprave, ko jih potekajo pred tekmovanjem, bo treba pač več pozornosti posvetiti na samem ciljem, se pravi, ko si samo še meter, pol metra, 10 cm do tarče, da še to popravimo, ker sami doleti, recimo v vseh 10 letih so bili, bom rekel,
pošolsko enkratno boljš ne bi mogel narediti. Kaj je recimo pomembno, ključno na teh največjih tekmovanjih, mogoče za tiste, ki niso ravno ne vem kakšni specialisti za ta šport ali pa so bolj laiki, kako potekajo tudi same priprave? Predpostavljam, da vi niste profesionalec, da verjetno imate še kakšne druge službene obveznosti in verjetno je kar težko usklajevati na eni strani resen trening, pripravo na svetovno prvenstvo in na drugi strani tudi obveznosti, ki jih imate v službi, pa seveda tudi sicer v življenju. Ja, seveda, zadevo je treba uskladiti, kot pri vsakem drugem športu tempiramo formo, vemo, kako moraš biti pripravljen zadnjih 14 dni pred tekmovanjem in na ta način tudi treniramo. Ne? Kako recimo potekajo ti treningi, kako pogosto, kje trenirate? Ste član kluba Zlatorog iz Laškega, kot sva omenila uvodoma. Mogoče tudi beseda dve o klubu, kako ste organizirani, koliko vas je? Odlično je, ker trenutno je 18 oziroma 19 članov. Imamo super pogoje, ker imamo dva štarta, pri katerih je višinska razlika samo 300 metrov, se pravi, da zaradi transporta ni nobenih težav. Drugače smo doma tudi v kraju, kjer smo obkroženi s samimi lepimi izletišči. Je pa tako, ker je šport v naravi, je vse odvisno od vremena, tako da same treninge planiraš približno za en teden oziroma 14 dni naprej, da se ti poklopi potem tudi s tistimi pripravami, kjer že, bom rekel, zadnjih 7 oziroma 6 let še imamo enega člana v klubu, ki izredno dobro tekmuje na teh tekmovanjih, da se pripravljamo na ta način, da pred veliko tekmo smo vedno na tistem prizorišču, kjer sva in še tam sigurno upravimo od 20 do 35 recimo letov, predno se sploh tekmovanje začne. Kako je z ostalimi pogoji, mislim predvsem na materialno stran, tudi na finance? Verjetno je treba zagotoviti tudi kar nekaj sredstev, tako za treninge, kot potem za samo udeležbo na teh tekmovanjih. Tukaj nam pa stoji ob strani občina Laško, ker bi se posebej zahvalil, in pa Letalska zveza, brez katerih seveda, glede na to, da nismo profesionalci, je zadeva že šla tako visoko, da v bistvu teh medalj sigurno ne bi bilo mogoče doseči brez teh treningov, ki pa res v zadnjih letih so zelo na visokem nivoju in tudi število samih treningov se povečuje, ker videli se je tudi na tem prvenstvu, da naslednja dva velika tekmovanja, se pravi drugo leto Evropsko prvenstvo v Kobaridu, pa naslednjo leto potem svetovno prvenstvo v Srbiji, osvojiti medaljo, se bo treba že zdaj začeti pripravljati na to. Odkot pravzaprav izvira ta vaša ljubezen do tega športa ali prav zakaj ste se začeli ukvarjati z njim? Ko sem bil majhen, sem hotel biti pilot, v osnovni šoli, in potem to je leta 90, ko sem videl prvo jadralno padalo, takrat pri 16 letih, je bilo to takoj jasno, da je to edina stvar, tisti trenutek, s katero bi lahko poletel, in tako se je začelo. Ja, moramo omeniti ne samo to, da ste na zadnjih 2 svetovnih prvenstvih osvojili srebrni odličji, ampak da ste tudi aktualni evropski prvak. Ja, lansko leto je bil to moj velik cilj, glede na to, kako so potekale priprave in pa seveda, kako sem bil rangiran takrat na svetovni lestvici. Ne bi bilo to zdaj razočaranje, če ne bi osvojil zlate medalje, ampak vedno po vsem tem delu potrebuje še neko potrditev, se pravi rezultat z velikega tekmovanja. In tudi to je bila že 3. medalja z evropskih prvenstv in tudi to je šlo po vrsti. Se pravi, začel sem Kobarido 2012 z bronasto, potem Srbija Vršac srebrna in priprave so uspele, zlata iz Litve. Tu na mizi imamo kar nekaj vaših medalj, priznanj, verjetno je skozi kariero vse nabralo veliko tega, kje hranite vse skupaj, imate kakšen poseben kotiček verjetno doma? Ja, na podstrešju je poseben kotiček. Ne bo treba verjetno povečati glede na vašo uspešnost na vseh teh tekmovanjih. Ja, če se ozremo v prihodnost, torej v prihodnjih 2 letih spet 2 veliki tekmovanji, eno od teh bo doma v Sloveniji.
kako velika ali pa pomembna je tu, ne vem, prednost pod narekovaji domačega terena. V nekaterih športih, predvsem kolektivnih, je to včasih lahko velika prednost. Kaj pa v tem vašem primeru? No, tudi v tem, ko se pogovarjava, vedno vemo, kje bo naslednje tekmovanje oziroma poznamo, kakšen bo pristanek. Potem tudi na treningih izbiramo doma takšne pristanke, ko bojo na tekmovanjih. Ker bo pa to zdaj tekmovanje v Kobaridu, pa ne bo nobena težava se usediti v avto, odpeljati na trening. In tudi tam trenirati. Tako, in to bo sigurno prednost za slovensko reprezentanco. Je težko najti, ne vem, motiv po vseh teh rezultatih, ki so bili doseženi pred naslednjimi velikimi tekmovanji, ki vas čakajo? Ne, zaenkrat ne, zato ker rad tekmujem. Edino, če bi se to zgodilo, da mi ne bi bilo več všeč na samih tekmovanjih, in pa seveda, ker je nivo tekem oziroma samo tekmovanje poteka na tako visokem nivoju, brez motiva enostavno tudi ne bi bilo rezultata. Tako da, če bi šel tja, pa bi v bistvu želel imeti nek nastop za reprezentanco ali pa da bi rekel, da sem bil na evropskem pa svetovnem prvenstvu, bi sigurno ne uspel z nekim dobrim rezultatom. Zagotovo pa bodo ambicije visoke, glede na to, da ste se z vseh zadnjih tekmovanj vrnili s kolajno. Ja, zlata medalja svetovnih prvenstev se mi spretno izmika, že tudi zdaj zadnjih 7 let. Drugo leto sigurno velika pričakovanja oziroma v Kobarid bomo šli, da obranimo naslov evropskega prvaka, potem bomo pa videli za naslednje leto. Tako smo pa že na začetku rekla, pripravljati za ta dva tekmovanja smo se začeli pa že včeraj, ne? Ja, jasno, priprave bodo dolge, naporne. Mogoče še beseda dve o tem športu nasploh v Sloveniji. 6. je bila Slovenija na tem zadnjem svetovnem prvenstvu, kar pomeni, da smo med temi velesilami. Smo, sigurno. Prejšnja leta, bomo rekli 10-15 let nazaj, smo bili še višje, takrat smo tudi nosili domov ekipne zlate medalje svetovnih prvenstev. Je pa tako, šport je oziroma sama disciplina, natančno pristajanje je zelo strmem vzponu in težko najdeš motiviranega tekmovalca, ki bi nekako uspel preiti ta prag reprezentance. Na Letalski zvezi in pa na Zvezi za prosto letenje poskušamo vse, da bi dobili še mlade perspektivne pilote, ampak je v tem trenutku v bistvu mi pridemo s tekmovanja z izjemnimi rezultati, potem pa težko dobiš nekoga, ker nismo profesionalci, če bi zadeva profesionalno potekala, mislim, da ne bi bilo težav. Glede na to, da pa vsi hodimo v službo in je to v bistvu kot rekreacija na začetku bilo, je pa to zelo, zelo težko. Katere so tiste države, ki nekako krojijo ta evropski ali pa svetovni vrh, v katerem nekako smo tudi mi, Slovenci? Najmočnejši seveda v Evropi so Srbi, izredno dobro organizirani, izredno dobra ekipa in pa motivirani, z izredno veliko treninga. Po pogovorih smo videli, da so bile priprave res na njihovi strani na najvišjem nivoju. Zato se je tudi videlo malo razočarane, ker niso odnesli posamično medaljo, pri kateri so bili eni izmed glavnih favoritov. Če pa gledamo v svetu, so pa absolutno Kitajska. Izredno dobri piloti, mladi piloti, hitri, spretni, z dobrim reakcijam. Če pa pogledamo rezultate, so pa 4 med prvih 10 na svetu. In zato je še ta uspeh nekako bolj, ker celotno tekmovanje, če si pogledal, koga imaš pred sabo ali pa za sabo, vedno je bil eden z Kitajske. Kako pa je z mladimi, uspete dobiti recimo tudi kakšne nove moči v klube? Ravno to, ko smo se pred pogovarjala, veliko je teh ljudi, ampak zaradi samega vzpona športa bomo pač mi sami mogli tudi poskrbeti za to, da bomo zmotivirali mlade, da je ta disciplina tista, ki je perspektivna in za katero se tudi Svetovna letalska organizacija trudi, da bi jo mogoče celo videli na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu. Ogromno veliko, potem vse spremenilo. Tako, potem je to čisto neka druga zgodba postane. Veliko možnosti pa lahko, zdaj zagotovo se trdim, sem tudi bil zdaj nazadnje na sestanku CVL-a in FAA na tekmovanju, da kot demo šport po vsej verjetnosti uspemo, če le uspemo drugo leto priti na azijske igre,
To pa v bistvu že poteka, bomo rekli, zadnje 2 leta se sami organizatorji oziroma sama krovna zveza, Svetovna letalska organizacija trudi in jaz mislim, da je bo uspelo. Če pa ne, pa naslednja 4 leta, sigurno z našim delom, če bojo tekmovalci na takem visokem nivoju, je sigurno lahko rečemo, da ta šport sodi tja. To bi bil zagotovo nov mejnik, verjetno tudi čisto druga pozicija tega športa znotraj Olimpijskega komiteja, posledično več denarja, možno za profesionalizacijo, za še boljše delo. Tako, sigurno. Res pa je, da zadeve potekajo na eni strani hitro, na drugi strani počasi. Čas hitro teče, vsak športnik si želi, tudi jaz si želim na tak način tekmovanja, ampak tudi če ne bom šel, zaradi starosti verjetno ne, že zdaj bo ta moj prispevek tisti in sem vesel, da dam en kamenček v mozaik k razvoju te discipline v jadralnem padalstvu. Matjaž Sluga, hvala za obisk v našem studiu, še enkrat čestitke za vse te kolajne, željo seveda, da v tem slogu tudi nadaljujete na prihodnjih velikih tekmovanjih. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep vikend želim in nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.